V uvodu prve seje strateškega sveta je predsednica Romana Tomc dejala, da je Slovenija še vedno socialna država, njeno delovanje pa vsak občuti na svoji koži največkrat takrat, ko je v težki življenjski situaciji. Ravno zato je pomembna vzpostavitev sistema zaradi ljudi in za ljudi. Področje našega delovanja je zastavljeno zelo na široko, cilj pa je jasen. Težko bi rekli, da začenjamo na novo, saj smo v Sloveniji v preteklih letih vzpostavili zelo razvejan socialni sistem, obstajajo številne zakonske podlage, predpisi, strategije, resolucije in drugi dokumenti, nad katerih bomo tudi mi gradili. Nekaj jih je v pripravi in so tik pred uveljavitvijo. Ob tem naj omenim spremembe zakona o socialno-varstvenih prejemkih, zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, težko pričakovan zakon o dolgotrajni oskrbi, v zaključni fazi pa je tudi nova resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva. Poleg obširne zakonodaje imamo seveda tudi že vzpostavljene mreže institucij na državnem in na lokalnem nivoju, ki skupaj s številnimi nevladnimi organizacijami skrbijo za socialno zaščito ljudi, še posebej tistih, ki spadajo v najbolj ranljive skupine. Domače izzive pa je potrebno umestiti tudi v širše okolje in upoštevati njihove zakonitosti. Ravno prejšnji teden je potekal Evropski socialni vrh, kjer so voditelji razpravljali o Evropski socialni agendi za naslednje desetletje. Evropska unija je Evropski socialni steber pravic razglasila leta 2017 in zajema 20 načel, ki so bila letos marca nadgrajena tudi z akcijskim načrtom in povsem konkretnimi cilji. Prve seje strateškega sveta se je udeležil tudi predsednik vlade Janez Janša, ki je predstavil podatke, ki kažejo na to, kje se nahaja Slovenija glede brezposelnosti. Zdaj, to je graf, ki pač prikazuje, kje smo glede brezposelnosti. Smo dobri, kar pomeni, da so ukrepi lani pač prijeli. Kot bomo videli iz kasnejših podatkov, so prijeli na ta način, da večinoma delovna mesta niso ohranjena zgolj za čas epidemije, potem pa bo brezposelnost skočila navzgor, ampak smo ohranjali delovna mesta, ki lahko dolgoročno preživijo, v glavnem. Nekaj izpada bo, ampak kot se trenutno kaže, ne bo velik. Zdaj sem v zadnjih dneh imel dva bilateralna srečanja z predsednikom vlad Grčije in Španije, to sta državi, ki imata najvišjo brezposelnost. Zdaj oba sta mi rekla, da je naša brezposelnost ni brezposelnost, ampak je polna zaposlenost. In da je to za Grčijo ali pa za Španijo, da so to samo zelo oddaljene sanje in da enostavno to nekaj, kar oni ne računajo, da bodo dosegli v naslednjih 15 letih. No, to so še nekateri bolj natančni podatki. Mislim, da do konca aprila moralo biti še en slajd, ampak ga ni, ker mislim, da je zadnji podatek, da smo šli z številom brezposelnih pod 78 tisoč. 77 pa 20. Se pravi, da to ni zgolj pač nek skok, ampak gre za nek trend, za katerega upamo, da se bo nadaljeval, ne more pa seveda ta številka priti na nulo, zaradi zakonitosti trga dela, kolikor pač jih imamo. Zdaj, to je najbolj sveža napoved gospodarske rasti za letos in za drugo leto strani Evropske komisije. Je boljša od naših prognoz in trend je prej navzgor, oziroma po teh pogovorih, ki smo jih imeli, je Slovenija pač med tistimi državami, za katere se ocenjuje, da je bolje prebrodila epidemijo doslej
in da zaradi tega lahko računa, da bo v veliki meri padec iz lanskega leta nadomestila že v letošnjem letu. Lani smo imeli 5,5-odstotni padec gospodarske rasti in če bomo majhno bolj ambiciozni, lahko to v celoti dosežemo ali pa presežemo v letošnjem letu. Zdaj na voljo bodo tudi znatna evropska sredstva. Jaz upam, da bodo vse države ratificirale pravočasno lastna sredstva, se pravi nov inštrument, ki ga je Evropa vzpostavila lansko leto. In potem bo lahko že v letošnjem letu pač to dodatni generator rasti. Rast je pač pomembna zaradi tega, ker naš socialni model temelji na njej. Vsi kazalci pač izhajajo iz tega in to je zadnji podatek z 11. maja. In to je pač pomembno. No? In mislim, da smo še kar nekaj časa ukvarjali z podatki o gospodarski rasti, čeprav pač nekateri predlagajo, da to ne bi smel biti več osnovni kriterij, na podlagi katerega bi se merila vseh in tudi blaginja. Zdaj, kot rečeno, že prej je Evropa oziroma predsedujoča država Evropski uniji prejšnji vikend organizirala Evropski socialni vrh, kar ni bilo samo srečanje evropskih voditeljev. Tam so bili predstavniki evropskih organizacij delodajalcev, delojemalcev, različnih inštitutov. Bilo je slišati veliko zanimivih ocen stanja, tudi nekaterih nasprotujočih. Do soglasno ugotovitev pač, da kljub temu, da so razlike med državami članicami Evropske unije, vseeno obstaja nek skupni imenovalec. Če primerjamo to, kar imamo mi in če mu rečemo socialni model z tem, kar imajo v Severni Ameriki, Južni Ameriki, v Afriki, Južni Aziji, potem je jasno, da vendarle obstajajo neke značilnosti evropskega socialnega modela in ta evropski socialni model je v bistvu tudi eden od osnovnih stebrov tega, čemur pravimo evropski način življenja. Zdaj je v Evropski komisiji celo resor, ki se s tem ukvarja in ima tako ime celo. 2 dni nazaj, 3 dni nazaj smo imeli dolg sestanek s komisarjem in dejansko je pač na tej točki pred Evropsko unijo in tudi pred nami ena temeljna dilema, ki je na nek način osredotočena v vprašanju, ali je ta evropski socialni model vzdržen glede na demografsko sliko, ki jo imamo v Evropi in predvsem glede na odločitev, da gremo v zeleni in digitalni prehod. Zdaj, koliko je to odločitev, je drugo vprašanje. Zdaj, digitalni prehod je pač nujen zaradi konkurenčnosti, zeleni prehod je deloma nekaj, kar Evropa sama forsira in ni brez tveganj. Ampak dejstvo je, da je zato, da gremo v digitalno in v zeleno in ohranimo vsaj temeljne značilnosti sedanjega socialnega modela v Evropi, se je potrebno pripraviti na spremembe.